Lepo pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci. V večerni volilni oddaji vaše televizije bodo v soočanju svoje razloge za kandidaturo in seveda tudi njihove poglede na vodenje občine podali predstavniki oziroma 4 kandidati za župana občine Šoštanj na lokalnih volitvah 2022. No, v našem studiu, če začnem na moji levi, najprej Peter Vidmar, prihajate iz Gibanja Svoboda. Dober večer. Naslednji je gospod Boris Goličnik z liste Borisa Goličnika, pozdravljeni. Potem gospod Franc Rosec, Slovenska demokratska stranka, in naš četrti gost, Drago Koren, vi pa ste iz stranke Nova Slovenija, Krščanski demokrati. Še enkrat lepo pozdravljeni in hvala, ker ste prišli. Dober večer. No, naj uvodoma predstavim, spoštovani gospodje, pravila soočenja. Na kratko boste najprej vsi v 1 minuti predstavili svojo dosedanjo poklicno pot in pa seveda razloge za kandidaturo. Potem v 3 minutah boste predstavili svoj volilni program oziroma vsej povzetke le-tega. Potem pa minuto imate za vsak odgovor in pa za repliko 30 sekund. Replike na repliko ni. Zdaj pa torej začnimo. Gospod Peter Vidmar, najprej vi. Predstavitev vaših dosedanjih poti, pa razlogi za kandidaturo. Dober večer, še enkrat. Jaz sem domačin, prihajam iz Šoštanja in bom rekel, po poklicu sem magister ekotehnologije in diplomiran inženir strojništva. Trenutno sem zaposlen na občinski upravi, sicer na oddelku za okolje in prostor. In to je tudi eden izmed razlogov, zakaj sem se odločil za kandidaturo. In sicer zato, ker zelo dobro poznam ne samo delovanje občinske uprave, ampak tudi poznam vse vrste postopkov, ki so v tem sklopu potrebni za reševanje prenekaterih težav in bom rekel za reševanje prenekaterih projektov. Poleg tega pa kot, bom rekel, neke vrste operativc zelo dobro tudi poznam vse probleme in težave na terenu, potrebe naših občanov in na nek način, bom rekel, sem se odločil, da bi znanje, izkušnje skušal ponuditi našim volivkam in volivcem in pa Šoštanj kot občino prebuditi iz nekega dremeža in jo popeljati v nove izzive, predvsem pa, da bi občankam in občankom zagotovili boljše pogoje, bolj dostopne storitve in pa predvsem, da bi nekako lahko šli v korak s časom. Hvala lepa. Gospod Boris Goličnik, minuta je vaša. Ja, prijazen pozdrav tudi v mojem imenu vam, sokandidatom in pa seveda vsem gledalkam in gledalcem VTV vaše televizije. Sem Boris Goličnik, rojen v Skornjem pri Šoštanju leta 75. Leta 80 smo se starši in 2 bratoma preselili v Šoštanj, kjer zdaj živim. Tu sem si ustvaril družino. Živim skupaj s partnerico Janjo, 2 čudovitoma hčerkama, Julijo in Zalo. Seveda odločil sem se po tehtnem premisleku o podpori moje družine in pa o podpori prijateljev, znancev, somišljenikov. Preden sem se odločil za kandidaturo, sem opravil številne razgovore z posamezniki, ki so dejavni na družbenem in političnem področju v naši občini. Želel sem si širše podpore tudi ostalih strank, da se uskladimo. Nekako to ni bilo možno, ampak kljub vsemu mislim, da so vsi kandidati dobri. Kandidiram pa z res iskrenim namenom, da skupaj v sodelovanju, povezovanju z odprtim dialogom gradimo našo lepo prihodnost. Jaz sem prepričan, da če se tukaj povežemo vsi, ki imamo željo to, da delamo za dobrobit skupnosti in pa lepo prihodnost naših otrok, potem bomo uspešni in jaz sem prepričan, da bomo skupaj veliko naredili za našo občino in za vse občanke in občane. Hvala lepa. Gospod Franc Rosec. Ja, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Bom začel kar po moji poklicni poti, namreč po končanem študiju na Fakulteti za strojništvo v Mariboru sem se zaposlil v Termoelektrarni Šoštanj. Tam sem bil zaposlen vse do leta 2018, ko sem bil izvoljen prvič kot poslanec v Državni zbor Republike Slovenije. Zdaj, za kar sem se odločil za kandidaturo. Namreč kot poslanec, ki ga opravljam že drugi mandat to delo,
sem v tem času pridobil veliko spoznanj, razmišljanj, predvsem v smeri globalnega razmišljanja, kar tudi poslansko delo je. Dočim to župansko funkcija je pa veliko bolj konkretna in zahteva konkretne odločitve na konkretne izzive oziroma probleme, ko so. Mislim pa tudi, da kot nekdo, ki ima za sabo 25 let dela v gospodarstvu, da imam izkušnje, vem, kako se pridobijo oziroma kako se rešujejo konkretni problemi, namreč samo kvalitetne, pravočasne in pravilne odločitve vodijo do rezultatov. Hvala lepa, še Drago Koren. Ja, dober večer, dobri ljudje. Jaz sem se odločil za kandidaturo zato, ker so me k temu nagovarjali in me prosili številni naši občani. Pa tudi sam sem razmišljal, da lahko storim še nekaj dobrega za svojo občino. Kajti ni mi vseeno, kako je z občino, kako se razvija. In zato sem se odločil, da kandidatiram, ker imam tudi veliko dobrih izkušenj. Sem univerzitetni diplomiran inženir geodezije. Delal sem na geodetski upravi, ki sem jo tudi vrsto let vodil. V letih od 2004 do 2008 sem bil poslanec Državnega zbora. Potem sem se vrnil na geodetsko upravo. Sedaj pa sem že 7. leto na občinski upravi občine Šoštanj kot direktor, se pravi to občinsko upravo vodim. Bil sem pa tudi en mandat podžupan občine Šoštanj in mi vso to delo, ki sem ga doslej opravil, nekje daje veliko izkušenj, da sem prepričan, da bom lahko to župansko funkcijo dobro opravljal v dobro občanom in občankam naše občine. Hvala lepa. Zdaj poznamo torej vaše razloge za kandidaturo, pa nekako tudi poklicno pot. Zdaj pa gremo k programu. Program je tisti, ki bo nekako, oziroma ko boste župan določal prioritete pri vašem delu. Katere bodo, gospod Bogoličnik? Ja, mi smo si zadali naš program v 12 pomembnih točkah, predvsem je pa najbolj pomembna prva. Takoj, ko nastopimo in če dobimo mandat, bomo nadaljevali vse dobro začrtane projekte, ob tem pa takoj pristopili k izdelavi dolgoročne razvojne strategije občine Šoštanj za obdobje 2023-2040. V enem letu bomo to strategijo sestavili. To bo dokument, ki bo sestavljen na osnovi stroke, zainteresirane javnosti, občank in občanov, posameznikov iz ožjih delov krajevne skupnosti. In želim, da delamo dolgoročno z vizijo, predvsem pa, da se zdaj vprašamo, kaj si želimo leta 2040 na tem prostoru, kjer radi živimo. V tej dolgoročni strategiji bojo zajete vse ključne točke razvoja naše občine, od gospodarstva, podjetništva, kmetijstva, turizma, sociale, šolstva, infrastrukture in pa seveda družbenega življenja in dogajanja v naši občini. Želim, da je ta strategija tudi presek obstoječega stanja in pa seveda ta strategija bo temelj za naše delo, načrte in pa investicije v prihodnje. No, programska izhodišča so tista, torej, ki ste jih naredili za to oziroma zastavili, da bi bilo bivanje v vaši občini boljše in seveda še prijetnejše. Gospod Koren, vaš program nas zanima. Ja. Jaz sem razmišljal, kaj občina Šoštanj najbolj potrebuje, glede na stanje, v katerem je. In se mi zdi, da moram dati na prvo mesto, da moramo poskrbeti za mlade. Mladi se izobražujejo v drugih krajih po Sloveniji in če v svojem okolju nimamo ustreznih zaposlitev in pa možnosti bivanja, potem se naša mladina ne vrača v naše okolje. Tako da je nujno potrebno izgradnja stanovanj, še posebej za mlade družine. Druga stvar, ki je, jaz mislim, da moramo skrbeti za zdravje in varnost naših občanov. To govorim o nasipu med jezeroma, ki je ena velika nevarnost in stalna nevarnost. In po zaprtju premogovnika je vprašanje, kdo bo skrbel za ta nasip, za katerega bo treba nenehno skrbeti. In pa tudi za sanacijo ugreznin po zaprtju premoga, da ne bo ostalo samo na občini Šoštanj, kako bo za svoje okolje poskrbela.
Potem moramo skrbeti tudi za to, da bi naše mesto, to mislim na mesto Šoštanj, oživili. Obnovili smo glavni trg, imamo lepo urejeno tlake in tako naprej, stavbe se še tudi urejajo, ampak življenja v mestu ni. Zato je tu potrebno res, da bi vsi skupaj se nekje našli, pa tudi s pomočjo določenih zasebnikov, da bi jih privabili, da bi prišli noter in da bi to naše mestno jedro zaživelo. Veliko stvari je še, prav gotovo je pa treba nadaljevati s tem, kar je v občini začrtano. Drugo leto bo obnova in prezidava osnovne šole, ki bo zelo, zelo velik, finančni pa tudi drugačen zalogaj, tako da dela nas čaka veliko. Gospod Ravsec, uvodoma ste dejali, da je delo župana bolj konkretno od katerega koli drugega poklica. Kako konkreten bo vaš program? Ja, moj program bo zelo konkreten. Namreč vemo, da vsaka županska funkcija, oziroma vsak župan ne more mimo infrastrukturnih projektov, pa če se tu dotaknemo kar nekih perečih problemov, kot so dejansko rešitev prehoda pod železnico na strani osnovne šole Šoštanj, tam vemo, da je zaradi varnosti zelo pereč problem, potem do gradnje oziroma posodobitev določenih cestnih odsekov, ki še vmeraj manjkajo, sanacija plazov, to so stalnica, ki pač teh stvari se ne moremo izogniti. Potrebno je tudi malo gledati v prihodnost glede naše obvoznice. Tretja razvojna os, ki je zelo en poudarek pred našemu razvoju gospodarstva. Drugače moramo pa poleg vseh teh infrastrukturnih projektov gledati tudi predvsem v prihodnost. Namreč naša prihodnost je zelo odvisna od samega prestrukturirane regije, kaj bomo naredili, in pa še določena področja so, kot so gospodarstvo, kmetijstvo, ekologija, energetika. Tu so ključna vprašanja, kako poteka razvoj naprej. Ne smemo pozabiti na naše mlade, ker če da bomo naših mladih tudi zadržali, ne bo odšli, njih se predvsem imajo problematiko stanovanja pa službe. Ne smemo pozabiti tudi na naše starejše ljudi, prebivalce. Za njih je pomembno dostop do zdravnika, varovana stanovanja in pa da se omogoči pomoč na domu. Če pa še dotaknem konkretno kakšnih projektov, pa če se kar dotaknem energetike, tu je vprašanje naše energetske lokacije Teša v prihodnosti, kaj bo z njo. Če grem na ekologijo, tu je zelo en konkreten problem, težava, brez katerega se tudi razvoja turizma ne predstavljam. Tu je sanacija odlagališča nevarnih in strupenih odpadkov Ležen in pa rešitev oziroma tehnična izpeljava rešitve problema prezračevalnega jaška na območju Teša, premogovnika. Tu je zelo moteč dejavnik za vse prebivalce mesta Šoštanj, kot tudi obiskovalce. Če gremo na gospodarstvo, moramo pogledati malo na širšo na širitev industrijske cone. Namreč tretja razvojna os ponuja možnost neke širitve, prehoda tujih investitorjev in mora biti pripravljeni, se pravi, vlagatelji morajo imeti na možnost sodobne infrastrukture in pa na voljo ustrezen kader. Tako da tu so izzivi, mislim, da bi lahko še več, ampak konkretni izzivi so ki nas čakajo in veliko dela. No, ker prihodnost nekako veva iz teh vaših programov, kar je dobro, prihodnosti se seveda še lotimo. Gospod Vidmar, zdaj pa še vaš program. Katera so izhodišča, ki jim boste sledili? Ja, že moji trije predhodniki so nanizali vrsto, programov, pri katerem lahko ugotavljamo, da smo si kar enotni, da Šoštanj potrebuje predvsem korenite spremembe. Seveda, če pogledamo posamezne programe, vidimo, da smo si tukaj kar sorodni, da se povečinoma kar razumemo, kakšne težave so dejansko prisotne, ampak jaz osebno v ospredje, postavljam ne samo prazne ali pa, obljube o stanovanjih in podobno, ampak nekako v ospredje postavljam tudi konkretne rešitve, kako dejansko mladim družinam omogočiti prvo, svobodno odločitev na poti pri ustvarjanju družine. To pomeni konkretne rešitve,
ne samo z izgradnjo, bom rekel, samo socialnih stanovanj, ampak tudi ostale pogoje, ki so povezani z, bom rekel, z preostalimi faktorji, tako kot so recimo spremembe prostorskih planov, pridobiti investitorje in pa pridobiti različne rešitve za različne strukture mladih ljudi, da lahko si načrtujejo tovrstno rešitev, bodisi z kreditiranjem, bodisi z veliko mero poguma. Seveda na drugem mestu ne smemo pozabiti na delovna mesta. Pred nami so za celotno dolino, ne samo za občino Šoštanj, zelo, bom rekel, težki časi. Zavedati se moramo, da gre za prestrukturiranje premogovnika, prehajamo nekako na zeleni način alternativnih virov energije, opuščanje torej premogovništva. To bo prineslo v daljnoročnem obdobju kar precej veliko odločitev, kjer pa bo ključno vlogo imela tudi lokalna skupnost, torej občina. To pomeni ne samo za zagotovitev nekih industrijskih con ali pa izhodišč za razvoj, ampak mene osebno zanima ne samo to, ampak zanima me še nekaj več. Pomeni dodana vrednost. Dodana vrednost v smislu, da bi lahko tudi v naši občini imeli v izhodišču višje prejemke, višje osebne dohodke, na ta način dvigovali tudi, bom rekel, osebno stanje vsakega posameznika in dali mladim večjo garancijo in pa večji optimizem. Seveda je še nabor, cel kup drugih težav, ki jih imamo, podobno kot so jih navedli moji predhodniki. In teh vsekakor ne smemo zanemariti, kajti v občini se zavedam, da na občini tisti, ki bo župan, je župan za potrebe zadovoljevanja vseh potreb vseh občanov, ne samo posameznih interesnih skupin. No, dobro izhodišče ste nam zdaj podali za naslednjo temo in sicer, gospodje, razvito gospodarstvo je seveda gibalo razvoja in pospeševalec tistih pozitivnih sprememb. Podatki za leto 2020 kažejo, da je bila v Šoštanju povprečna mesečna plača v bruto znesku za približno nekje 4% nižja od povprečja mesečnih plač v Republiki Sloveniji. Če naredim primerjavo, v Velenju je ta podatek 9% nižji od povprečja plač v Republiki Sloveniji. Kaj boste, gospodje, če boste župan, konkretno naredili za razvoj, pa ne nazadnje tudi nadaljnjo rast tega področja? Gospod Koren. Ja, jaz mislim, da ljudje vejo, da ni občina tista, ki odpira nova delovna mesta in kvalitetna delovna mesta, ampak da mora občina ustvariti za to primerno okolje, da pridejo investitorji in da v regiji oziroma v občini odprejo delovno mesto. Važno je, da imamo mi za to ustrezno infrastrukturo, da imamo prostor, se pravi, da imamo obrtne cone, kjer lahko ponudimo izgradnjo določenih gospodarskih naložb in s tem odprtje novih delovnih mest. Sigurno bo občina pod mojim vodstvom poskrbela, da bomo privlačni za investitorje in da bodo mladi imeli res kvalitetno zaposlitev. Pa morda je treba dobiti tudi kakšno organ iz Ljubljane v naše okolje. Ni potrebno, da je tako centralizirano. To mislim tudi na kako oddelek ministrstva ali kaj podobnega. Gospod Vidmar, kaj bi k temu dodali? Ja, jaz bi rekel, da nekako to, kar je povedal kolega, bom rekel, se do določene točke strinjam. Ampak jaz bi za, bom rekel, naše občane želel še več. Pomeni ne samo delovna mesta. Ne vem, zakaj ne bi uvajali postopoma delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Ne samo pomeni tudi visoko tehnološka delovna mesta in podobno. Kot sem že omenil, zakaj drugje bi to bilo možno, pri nas pa ne. Imamo vse pogoje. Ali, če jih nimamo, smo pa kot občina dolžni, da te pogoje ustvarjamo oziroma jih pomagamo ustvarjati in biti pri tem, bom rekel, kar precej konkurenčni z ostalimi in naša naloga je, da dvignemo nivo, kar se tiče delovnih mest, pa to na višjo raven.
V dolgoročnem smislu to pomeni boljši ekonomski položaj in pa predvsem boljša socialna slika. Namreč socialna slika v mestu oziroma občini Šoštanj ni preveč bleščeča in le na ta način, če želimo z dodano vrednostjo lahko tudi na daljše obdobje nekako dosežemo boljše učinke in pa, tako sem že večkrat omenil, perspektivo za vse, ne samo za mlade, tudi tisti, ki si želijo delati v naši občini. Hvala lepa. Gospod Rosec, najpomembnejše podjetje v Šoštanju je termoelektrarna. Z vidika turizma je to naravno zdravilišče Topolšica. Kje vi vidite ta napredek oziroma, kot je dejal gospod Koren, nastavek za razvoj gospodarstva? Ja, podali ste dobro istočnico, če pa pogledam mogoče oba dva subjekta, tako Tež kot Terme Topolšica, obe dve podjetji sta v nekih težavah, so neki, rekel, časi, vemo, da Tež se dalje ne obratuje, pač vzroki so zaradi pomanjkanja premoga, ni pa tudi zavidno stanje v samih Termah Topolšicah, vemo, da se razvoj tam ustavil, ni nekšega napredka in to je zelo slabo, kar se tiče turizma, ki je ena od panog, ki je v prihodnosti tudi, bi rekel, zelo zanimiva. Vsi govorimo v nekih višjih pa visokih dodanih vrednostih, kar je naloga nas vseh, da tu nekaj uredimo, ampak to je problem, mi moramo zagotoviti infrastrukturo, potem pa nekje ponuditi potencialnim upraviteljem, da pridejo sem, da postavljajo tu neki gospodarske subjekte in da bo naši mladi, ki imajo cilj, da se več ne vozijo dnevno v Ljubljano, da bo to delali, ker vejo, da vožnja je dejansko slabo vpliva na produktivnost, ker se pa 2 ure vožnje dnevno, to ni dobro, niti za človeka, niti za okolje ne. In če stremimo k nekemu zelenemu preboju, mislim, da treba skoncentrirati tu znanje, pa moč, ko imamo tu v dolini in ponuditi mladim možnost, da izkoristijo in se zaposlijo tu v naši dolini. Hvala lepa, gospod Goličnik. Po zadnjih podatkih imate v Šoštanju 544 registriranih podjetij. Kaj vi pravite, je to dovolj oziroma kakšna je struktura le-teh, pa se spet povrnimo k vlogi občine? Ja, absolutno podpora gospodarstvu mora biti, tako kot smo vsi predhodno povedali za naš program, vse te potrebe bojo zapisane, tako kot sem rekel, v tej naši razvojni strategiji in ena od pomembnih panog je seveda gospodarstvo. Podpora gospodarstvu mora biti, jaz sem osebno zelo ponosen na to, da sem zaposlen Termoelektrarni Šoštanj. Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik sta največja energetska giganta in zagotovo bo energetska lokacija v Šoštanju ostajala tudi v prihodnje. Zelo pomembno je seveda podjetništvo, spodbude podjetništvo, podpora. Tudi na našo pobudo smo nekaj let nazaj začeli občini Šoštanj finančno spodbujati podjetništvo. Absolutno pa vidim razvoj te panoge v industrijski coni Metleča, s tem, ko bomo zgradili v prihodnje, kmalu prihodnje suhi zadrževalnik Bečanica, bomo protipoplavno sprostili območje Metleče in tam predvidevamo tudi gradnjo industrijske cone, gradnjo, kjer bomo omogočili podjetništvo podjetjem z višjo dodano vrednostjo. Jaz sem prepričan, da ima podjetništvo potencial v naši občini in tudi strani občine v prihodnje bo imela ta panoga vso podporo. Hvala lepa, gospodje. Že sami ste v tem začetnem pogovoru nekako nakazali, da prestrukturiranju premogovnih regij se seveda enostavno ne moremo izogniti. Zdaj, kako vidite ta problem oziroma ta izziv, k temu se še vrnemo, mora biti pa en izziv najprej. Trenutno je gotovo najbolj aktualna tema povezana z uvozom indonezijskega premoga, pa ne ravno s premogom, ampak bolj s pepelom kot stranskim produktom. Gospod Rosec. Ja, zelo zanimivo vprašanje. Zdaj, da je prišlo do uvoza indonezijskega premoga, to je pač te posledica vseh teh težav, ki jih imajo rudarji v samim proizvodnih enotah, se pravi do v jami. Da do tega prišlo, niso da krivi rudarji, to je pač načrtno, dolgo, večletno zniževanje denarnih sredstev za delo v rudniku, se pravi za nabavo opreme in določenih zadev. Zdaj, indonezijski premog se ponudil kot neka alternativa, ampak mislim, da ga bo kljub temu, kolikor je stanje na deponiji našega premoga, da ga bo ne morejo toliko prepeljati. Je pa pri tem črnem premogu zmeraj problem določene zadeve, ki se pojavljajo v pepelu. S tem se zna zmanjšati tudi oziroma je vprašljivo odlaganje tega stabilizata na območju obedvih jezer. Če mi stremimo k nekemu turizmu, moramo preučiti vplive izluževanja teh snovi v pepelu, ki se bo pač zraven premešal
ki bo pač ostal glede na kurjenje skupaj črni premog, se pravi indonezec pa naš lignit. In tu je tisto, ko mora pač že stroka neodvisna proučiti, kakšni so to vplivi. Vemo, da toplarne Ljubljana to pepel vozijo v Moravče. Gospod Vidmar, še vi nam povejte, na eni strani seveda razvoj podjetij, nadaljna rast da. Je pa tudi tukaj ekologija. Vaš pravzaprav komentar. Ja, vsekakor. To, kar je bilo do zdaj povedano, na nek način se strinjam, ampak to je bolj nekako tehnično vprašanje na nivoju, bom rekel, premogovnika Velenje in termoelektrarne ali holdinga Slovenskih elektrarn. Ampak iz vidika občine kot lokalne skupnosti je pa treba povedati, da je treba to jemati majčkeno bolj resno. Namreč občina je nenazadnje po zakonu o lokalni samoupravi, bom rekel, ima glavno nalogo tudi skrb za varstvo okolja, kjer se je pa na področju občine Šoštanj to ves čas nekako pometalo pod preprogo oziroma se je kar malce zanemarjalo. Tu jaz mislim, da zdaj občina nima kaj dosti pri tem, da bi se ukvarjali z premogom in podobno, ampak jaz bi v ospredje dal predvsem o učinkih vpliva na okolje in pa nenazadnje tudi, bom rekel, varnost in pa stabilnost pregrade med obema jezeroma, za katero pa lahko rečem, da jaz osebno po podatkih, ki jih imam, lahko rečem, da smo lahko kar zaskrbljeni. No, je pa občina, čeprav seveda konkretno ne more vplivati na to, ne nazadnje, kakorkoli obrnemo glas ljudstva. Gospod Goličnik, vi zadeve dobro poznate, kaj dodajate k tem mnenjem? Jaz moram reči, da sem precej žalosten, no, ko pogledam pred enim letom, če mi bi kdo rekel, da bomo uvažali premog v tej dolini, bi rekel, da se heca. No. Precej žalosten, ampak to je dejstvo. Nekako mi je žal, da strategijo izstopa iz premoga 2033, ki je bila določena, da je politika odigrala eno nespretno vlogo in ta fama, ki se ustvarja v nas okrog zelenega prehoda, sem prepričan, zeleni prehod mora biti in bo, absolutno se moramo tega zavedati, ampak moramo se pa zavedati tudi realnosti. Prepričan sem, da je v preteklosti bilo premalo, tudi zaradi teh odločitev, premalo vlaganja v tehnologijo premogovnika in težko je zdaj, jaz mislim, da je politika celo uničila dostojanstvo rodarjev, na katere smo vsi tukaj ponosni. Jaz moram reči, da zelo spoštujem ta poklic in da upam, da smo sedaj videli, da bo treba nekatere stvari spremeniti in da bo premog še kako pomemben energent tudi v prihodnje. Absolutno sem tudi zagovornik zelenega prehoda, ampak dajmo si naliti čistega vina, ne gre vse po željah, eno je realnost, eno so pa želje. No, gospod Koren, seveda tudi vi ste osebno za zeleni prehod, ampak tudi javno ste že povedali, da razvoj, ampak brez dodatnih oziroma še kakšnih degradacij okolja. Sigurno. Pa če se vrnem na uvoz premoga, še na eno težavo bi to opozoril. Ta premog je treba prepeljati. Pripeljemo ga po železnici. To so velike kompozicije. V Šoštanu imamo 3 železniške prehode. Že pri tem osebnem vlaku je treba pri zapornicah stati tam do 5 minut. Ko bojo te dolge kompozicije, je to 15 minut. Mi imamo sedaj trenutno v Topolšici 2 doma za ostarele, imamo bolnišnico in nujne vožnje v teh primerih, ko bodo ceste zaprte, so lahko dejansko zaradi tega ogrožena življenja. Da pa mi ne bomo dopustili nadaljne degradacije, mislimo zelo, zelo resno. Zato sem prej pri programu dejansko pozabil povedati, namreč malo ure nisem videl, mi bomo zahtevali rento tudi že za to, kar se zdaj dogaja. Občina ima vedno dražje ogrevanje, degradirano okolje, zato pa nič nimamo. Dajmo po vzoru Krškega dobiti rento. No, pri renti se ustavimo, pa gremo k prestrukturiranju premogovnih regij. To visoko leteči cilji, realnost je verjetno nekje vmes. Gospod Koren, vi ste zaključili prejšnjo vsebino, pa boste zdaj nadaljevali. Opozarjate ali izpostavljate pri tem projektu neizkoriščene mehanizme? Katere mislite? Prestrukturiranje premogovne regije bo zelo, zelo pomembno. Jaz mislim, da je to težava, da si slabo predstavljamo, kaj to pomeni. Jaz mislim, da če premog kopljemo v Šoštanju,
in imamo zaradi tega degradirano področje, ga kurimo v Šoštanu, ki ima tudi določene negativne vplive, to prestrukturiranje ne sme obiti občine Šoštan. Namreč poznam, jaz sem v tej skupini, ki je že ministrica Bratuškova delovno skupino za pripravo strategije za izstop iz premoga pa prestrukturiranje regije, vidimo, da tu so kar jastrebi, ki prežijo na tem, kako bi ta denar, ki bo za to namenjen, pokurili. Veliko stvari je treba zaradi tega urediti, ampak važno je, da bo pri tem deležen tudi Šoštan. To je gospodarstvo širšega področja, ki skuša na račun prestrukturiranja priti do določenih finančnih sredstev. Na gospod Rosec, vi se gotovo s tem strinjate, ampak na nek način navijate za odškodninski zakon za degradirano območje po vzoru drugih. Seveda, to moramo pa daj priznati, si malo roko na srce, da smo tu mogoče malo bili tudi že v preteklosti malo politično nespretni. Namreč zakon se sprejema v parlamentu. Tam, če nima zaveznikov, tudi ne gre skozi, lahko je zelo skupna volja v dolini, ampak nažalost zakoni se sprejema v parlamentu in tam je treba stvari zlobirati. Kar se tiče samega prestrukturiranja, mi imamo na voljo v okviru teh regij Zasavske in pa Šaleške 248 milijonov iz tega sklada evropskega. Ta denar je treba izkoristiti, ampak ne, da delamo neke spomenike v narekovaju, ki ne prenašajo nobene dodane vrednosti, ampak je treba ta denar nameniti za ta visoko kvalitetna delovna mesta. To je tisto, kar moramo narediti. Pa še druga težava je, če smo govorili, oziroma je bila politika nekje, da se izhod določi 2033, v tem trenutku mislim, da noben več ne ve prave letnice. Čakajo, da vsi čakamo, kaj bo z NEPN, nacionalni energetski podrobni načrt, ki jo pripravi, ampak tam mora biti občina Šoštan zelo aktivni sogovornik in pobudnik. Gospod Goličnik, verjetno je kar težava, če ni konkretnega datuma oziroma da se operira z večjimi. Vi kot predstavnik podjetja seveda tudi zrete v prihodnost na tak način, kaj pa ko boste oziroma če boste župan? Absolutno je dejstvo, da prestrukturiranje premogovne regije pa naše doline sledi v prihodnosti. Kako se bo to zgodilo, v tem trenutku nobeden ne ve, sam se pa zavedam, da bo treba biti zelo aktiven. Predvsem bomo mogli sodelovati skupaj z mestno občino Velenje in pa z ostalimi občinami v regijami, kako bo uspešno to prestrukturiranje tudi za občine Šoštan in pa celo dolino, je odvisno od tega, kako bomo povezani, kako bomo sodelovali. Vem, da je zahtevno obdobje, absolutno sem prepričan, 2033 ni variante, to obdobje se bo podaljšalo. Dejstvo pa je, da jemljem sam to kot veliko priložnost kot župan, se bom pa izjemno trudil in v to bomo mogli vložiti vso svojo energijo, ves kader, tako lasten kot tuj strokovni kader in pa seveda mislim, da je to zahtevno obdobje. Jaz pa po drugi strani pa vidim to veliko priložnost za našo dolino. Sta pa dva ključna elementa, se pravi, to so nova delovna mesta, ki jih bomo mogli zagotoviti in pa seveda tudi sistem daljinskega ogrevanja, ki ga bomo mogli temu prilagoditi. Dva ključna področja, ki jih bomo mogli upoštevati in tudi na tem delati. Gospod Vidmar, vi po svoji profesiji tudi spremljate na občini Šoštan to področje. V tej enačbi je žal veliko neznank, ampak sami nekako stavite, prisegate ali si želite novih dejavnosti v času prestrukturiranja. Kateri so to? Ja, vsekakor, tako kot so kolegi že povedali, jaz vidim prestrukturiranje predvsem kot neke vrste izziv. Izziv zato, ker se občini Šoštan na ta način ponuja neka nova priložnost, da lahko iz, bom rekel, dosedanje zapostavljenosti, vendarle z nekimi, bom rekel, drugačnim razmišljanjem lahko občino prevedemo, bom rekel, popolnoma na drug nivo, in jo postavimo, bom rekel, na zemljevid tam, kjer je nekoč bila, ne nazadnje, bomo odkriti izkopavanje premoga in pa proizvodnja električne energije je v Sloveniji ključnega pomena ravno občina Šoštan in ne vidim razloga, zakaj ne bi Šoštan ravno zaradi tega izziva skušali postaviti precej v ospredje. Seveda to v ozadju pomeni vrsto, cel kup rešitev, ki jih je potrebno iskati, kar pomeni, da bo v obdobju naslednjih od 3 pa do 10 let ključno, ne glede na to, kdo bo župan, ampak bo ključno za to, da bomo lahko v Šoštanju končno vendarle nekaj naredili. Gospod Rosec,
Replika najprej, gospod Koren. Jaz bi samo v tem smislu repliciral, nekje sem delal za sluto, ko da vsi razmišljajo, da je to zaprtje premogovnika pa prestrukturiranje premogovnih regij zelo oddaljeno. Ampak jaz mislim, da ni rečeno, da bo tako. Mi moramo biti danes na to pripravljeni in danes pri tem delati, če že zdaj moramo premog uvažati po takšni ceni, kot je, v primerjavi za ceno, ki jo ima premogovnik, jaz mislim, da ne bo dolgo obratovalo. Je pa res, elektrarna verjetno bo ostala energetska lokacija, ampak tudi nekje v drugi smeri. No, še repliki, gospod Goličnik, potem pa gospod Rosec. Se strinjam, da moramo biti danes na to pripravljeni, pa mislim, da smo že kar malo pozni. Seveda je pa odvisno od tistih, kjer so v preteklosti načrtovali vse te stvari in jaz mislim, da smo veliko priložnosti že zamudili, zato bomo mogli biti še dvakrat bolj aktivni v prihodnosti. Absolutno je pa to priložnost in dejstvo, ki se bo zgodilo, ampak jaz vidim tem bolj priložnost kot pa kaj slabega. Gospod Rosec. Ja, mi moramo ločiti dve stvari. Eno je denar, ki je v Evropi zagotovljen za prestrukturirane regije in ti ga bomo izkoristiti. S premogovnikom tu pa mi nimamo tako velikega vpliva. Tu je pač lastnik je država. Država mora najti način, kako bo to energijo nadomestila, ki se da proizvaja v Šoštanu. In sem to rešitev. Mi moramo pa res denar izkoristiti. Gospod Vidmar, zaradi vas so bile replike, vam dam besedo, potem pa gremo naprej. Ja, potrebno je vedeti eno preprosto dejstvo. Prestrukturiranje je pred nami. In s premogovništvom moram reči, da bomo v naslednjem obdobju morali žal v Šaleški dolini počasi zaključiti. In trenutno uvažanje recimo indonezijskega premoga ali kateregakoli drugega premoga je to samo trenutna alternativna rešitev. In je treba pogledati tudi programska izhodišča vlade na področju energetskega razvoja in jih tudi upoštevati. Tako da je treba vedeti, trenutno uvažanje indonezijskega premoga je samo trenutna alternativa. Hvala lepa. Zdaj gremo naprej. Gospod Rosec, ja, prestrukturiranje je ena taka zanimiva beseda, ki se pogostokrat pravzaprav na področju dnevne politike odraža, pa se lotimo prestrukturiranja daljinskega ogrevanja na tem področju v občini Šoštanj. Kako torej v letih, ki sledijo, poskrbeti za cenovno ugodno nadomestno daljinsko ogrevanje? Kaj menite vi? Ja, vsekakor bo potrebno poiskati nove rešitve oziroma poiskati nek poceni vir. Zdaj bo to neka rešitev, nekaj biomasa, bolj kaj druge, ampak to je naloga stroke, da to najde rešitev in skupaj komunalno podjetje, pa dobro, tudi občine lahko zraven nekaj imajo, ampak pomembno predvsem tem je, da nam se ta zadeva zgodila prehitro, mi nismo bili na to pripravljeni in smo tudi, bi rekel, malce smo zaspali v sami tej naši dolini, glede samega iskanja novega vira. Mi smo se vse skozi nanašali na premog, tudi samega komunalnega podjetja oziroma daljinskega ogrevanja nismo optimizirali. Mi mogli že zdavniti v nižje te parametre obratovanja, da je občina Šoštanj, mislim pač občine Šoštanj, bo tudi možno, ker ne rabimo imeti neke pare, za industrijo, ampak gremo s parametri pod, mislim, temperaturo pod 100 stopinj, potrebno bo obnoviti izolacijo, moramo tudi stroške samega sistema zmanjševati in so pa možnosti, da se pridobijo sredstva iz Evrope, da to zadevo uredimo. No, gospod Goličnik, tudi vi danes ste večkrat opozorili na to, da časa ni oziroma ga je že enostavno zmanjkalo. Kaj vi porečete? Ja, absolutno, preobrazba daljinskega sistema ogrevanja sledi v prihodnje, pa bi rekel, da je bilo v tem zadnjem obdobju na tem veliko narejenega, tako iz strani komunalnega podjetja Mestne občine Velenje in pa občine Šoštanj. Preobrazba je pred nami, seveda moramo znižati temperaturno območje, potem moramo poskrbeti za energetsko sanacijo objektov. Zato bo je zagotovljena evropska sredstva in državna sredstva, se ne bojim tega. Ne nazadnje pa imamo zgrajeno kvalitetno, mislim, da je to bilo eno prvih sistemov daljinskega ogrevanja v Jugoslaviji, da je drugo največje v Sloveniji, preko 40 000 odjemalcev.
načrti so in jaz sem prepričan, da bomo to preobrazbo tudi izpeljali. Tako sem pač rekel, projekti so pripravljeni in tudi s pomočjo evropskih sredstev, ki so za to namenjena in pa po zgledu dobrih praks iz tujine, ki so pa bile tudi v preteklem obdobju prikazane tudi na konferenci v Velenju. Gospod Vidmar, optimizacija in energetska učinkovitost, tem dvem parametrom bo treba slediti. Drži. Jaz osebno sem mnenja, da tak obsežen toplovodni daljinski sistem v Šaleški dolini je v tem trenutku preobremenjujoč, prevelike stroške in podobno. In se bo treba temeljito vprašati, kaj na tem področju dejansko narediti. Imamo na razpolago, bom rekel, nove alternativne vire, torej sončna energija, imamo tudi neke geotermalne energije, katera bi bila možna za izkoristiti. Poleg tega biomasa. Treba je pa razmišljati še malce drugače. V občini Šoštanj samo obnavljanje toplovodnega sistema je bilo zelo zanemarjeno v preteklosti. Pomeni, da imamo zelo velike izgube in sistem, kateri je nevzdržen. Bi pa ob tem upozoril še pa na eno, bom rekel, vprašanje, ki ga noben od kolegov ni izpostavil. Govorimo o daljinskem ogrevanju samo za ozko skupino ljudi, tistih, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje. Ja, glejte, kaj so pa ostali občani, kateri so recimo poskrbeli za svoj lastni vir energije, recimo sončne elektrarne, ali ki živijo izven tega območja, niso deležni niti nobenih subvencij, niso deležni nobenih ugodnosti. To pomeni, jaz osebno ste povedali, postavili, ostali trije kandidati so to slišali. Gospod Koren, vi ste zadnji zdaj v tej vrsti. Nekako ljudje v Šaleški dolini so se navadili nekega standarda, ki pa ne stane veliko. Tudi zdaj smo slišali dileme na tem področju. Kaj vi menite, pa da zaključimo to? Ja, res smo bili navajeni na poceni ogrevanje, ampak zadnja leta temu že ni tako, sploh pa v zadnjem času se ogrevanje izredno draži in ljudje se iz tega daljinskega sistema že odklapljajo. Tudi tu bo potrebno doseči nek dogovor, koliko se zavzema za to, da ohranimo daljinski sistem kot celoto, ali je možno določene dele iz daljinskega sistema izpustiti. Jaz mislim, da samo mesto, se pravi bloke, na tem daljinskem ogrevanju moramo zadržati. Medtem ko pa oddaljene še dele občine, pa ni nujno. Tudi ljudje si sami želijo preiti že na novo ogrevanje, ampak trenutno se je pojavila težava, da komunalno podjetje ne dovoli oziroma ne bo dovolilo več odklopov iz tega sistema, ker jim pač s tem nekje rušimo sistem. Ampak to ne bo zdržalo, mi bomo morali iti v nov daljinski sistem, nov način ogrevanja. Replika, gospod Rosec. Jaz bi samo nekaj še dodal. Vsi pač govorimo o nekih alternativnih virih. Geotermalna energija je nekaj na voljo, ampak vemo, da tam pač kapaciteta malo niso pač temperaturni nivoji zadosti ugodni. Vsi pa govorimo nekaj v soncu, ampak mi govorimo o ogrevanju. Po zimi pa vemo, da je sončno sevanje da je slabše. Tu, da je kar naenkrat priti v neko ogrevanje s pomočjo nekih sončnih elektrarn, pa toplotnih črpalk, tu bo velika težava v energetskem omrežju. Naše energetsko omrežje je podhranjeno, je poddimenzionirano, imeli velike težave v prihodnosti. Jaz mislim, da rešitev je kombinacija različnih virov ogrevanja. To bo treba s kombinacijo z enim virom, sigurno ne bomo imeli ekonomično ugodnega ogrevanja. Replika, gospod Goličnik, gospod Vidmar. Se strinjam, absolutno je kombinacija prihodnost daljinskega ogrevanja. Obnovljivi viri energije so zelo všečni, ampak ko sem zdaj hodil po krajevni skupnosti med krajani, je bilo veliko vprašanj, marsikdo si želi zgraditi sončno elektrarno na strehi, pa mu omrežje tega ne dovoljuje. Prav tako si želijo imeti toplotno postajo, pa jim omrežje to ne deluje. Zato se moramo zavzeti, nenazadnje neka strategija države je, da bo vlagala v to omrežje in kot je rekel kolega Peter, poskrbeti moramo tudi za tiste, ki nimajo možnost priklopa na daljinsko ogrevanje in ki niso priklopljeni na daljinsko ogrevanje.
Jaz sem v preteklosti že večkrat zagovarjal, da moramo biti za vse pravični, za vse enotni. In če imamo subvencionirano daljinsko ogrevanje, moramo subvencionirati energente tudi tistim, ki nimajo možnosti biti priklopljeni na daljinsko ogrevanje. Hvala lepa, gospod Vidmar, replika še vi? Jaz bi repliciral gospodu Korenu na izjavo, kateri je izjavil, da je komunalno podjetje tisto, katero ne dovoljuje odklopa od toplovodnega omrežja. Jaz to zavračam. Ni komunalno podjetje tisto, ki o tem odloča izključno lokalna skupnost, torej občina. Poleg tega se je pa treba zavedati še enega dejstva. Mene osebno ne zanima stališče komunale, ampak me zanima tudi, bom rekel, pravica občanov do odklopa in svobodne izbire energenta. Hvala lepa. Naslednje področje turizma, ni replike na repliko. Ja, hvala. Naslednje področje, torej področje turizma, skrbno, gospodje, ga je treba načrtovati, kajti regija, iz katere prihajate, pa tudi občina Šoštanj, pravijo strokovnjaki, je izven ključnih turističnih tokov. No, vaša občina, pa tudi to pravijo, nudi predvsem kulturne znamenitosti. Gospod Goličnik. Drži, se strinjam. Aktivno smo sodelovali v strategiji razvoja turizma do leta 2027, 2022-2027, ki je tudi zapisana. Po njej se bomo ravnali. Turizem je priložnost tudi za občino Šoštanj. Nenazadnje imamo kar nekaj zelo pomembnih objektov, predvsem pa vidim tu priložnost, mi moramo v turizmu peljati neko zgodbo. Zelo pomembna se mi zdi Vošnjakova zgodba, ki jo bomo peljali v občini Šoštanj. Moram reči, da sem precej žalosten na tem, kar se dogaja z prepoznavnim termami Topolšica, ki so bile v preteklosti vsem nam ponos. Kot župan sem aktivno vključil v to, da se te stvari uredijo. Nenazadnje se spomnim, kako smo bili žalostni, ko smo v občini Šoštanj izgubili bazen z izgovorom, da ga pa imamo v termah Topolšica. No, zdaj ga nimamo ne v Šoštanj, nimamo ga v termah Topolšica in absolutno zdraviliški turizem mora biti, je bil in mora biti tudi prihodnost turizma v občini Šoštanj. Gospod Koren, se strinjate z mnenjem strokovnjakom, ki pravi tudi, Šoštanj je turistično slabo prepoznavna destinacija? Ja, drži, pa temu ne bi bilo treba, da je tako. Če pogledamo terme po Sloveniji, so to en cvet turizma, tako kot terme živijo celo leto, noben druga destinacija ni uspešna, kot so terme. Kaj je vzrok, da v Topolšici temu ne zmoremo slediti, da bi imeli tak zdraviliški turizem, ki bi cvetel? Ali je to pohlep po kapitalu in nevlaganje v infrastrukturo lastnika, ali so to drugi vzroki? Trenutno vem, da je stanje tako, da se borijo na to s tem, da bi preživeli. Zato se dogaja ta žalostna zgodba za moje pojme, da se prodajajo te hiške na Odcepovem vrhu, ta biser term, ki je še bil, po drugi strani je pa bazen zaraščen, razbit v rasulo. Na tak način turizma v Šaleški dolini ne bomo mogli razviti. Možnosti pa imamo in prav je, da bi se tu vsi skupaj potrudili, občina z infrastrukturo in pa z turistični subjekti, ki bi to zadevo zagrabili. Hvala lepa. Gospod Rosec, vi kot aktualni poslanec, seveda zdaj iz zornega kota, mogoče malce odlje opazujete to vsebino. Kaj pravite? Turizem in Šoštanj. Ja, turizem moramo gledati zmeraj dolgoročno. Se pravi, kot sem že prej poudaril v programu, je potrebno urediti sanacijo odlagališča nevarnih strupenih odpadkov Ležen. To področje je v zaledju obedvih jezer in to je za mene rak rana turizma. Potem moramo rešiti ta nesrečni prezračevalni jašek na območju Teša, iz premogovnika Šoštanj. Kar tiče pa turizma, moramo ga malo skupaj graditi v povezavi z našo kulturno dediščino. Bomo se pa morali zavedati, kar je pa posod v naši državi problem turizma. Namreč plače teh turističnih delavcev, ki delajo v turizmu, to je od gostincev, kuharjev, te plače so prenizke, potem nimaš ustreznega kadra in ker nimaš ustreznega kadra, nimaš ustrezne kvalitete. Ti ljudi privabi z nekim posebnostjo, svojim objektom, svojo nastanitvijo, potem pa tudi ljudje pričakujejo dobro pogostitev, da jih nekdo razvaja. In mi si tega ne znamo iti. In to je naša težava. Ti moraš goste peljati, mu ponuditi vse možnosti,
ker gost je kralj in kralja treba razvajati. Istočnica za vas, gospod Vidmar? Moje mnenje je pa takšno, da ko govorimo o turizmu v občini Šoštanj, bi, bom rekel, roko na srce, turizma dejansko tako rekoč ni. So manjše iskrice, nepovezane in je vse več ali manj prepuščeno samemu sebi. Mnenja sem, da tukaj je ena izmed glavnih nalog lokalne skupnosti ta, da bi turizem kot takšen na različnih nivojih morali zgraditi popolnoma na novo. Ne samo na novo, ampak tudi narediti neke vrste, bom rekel, povezovalnost med vsemi zmogljivostmi, ki jih imamo, in pa predvsem turistom ponuditi tisto, kar iščejo v sklopu, bom rekel, trenutnih trendov. Ne samo eno, trodnevnih aranžmajev, ampak jim je treba ponuditi tudi tisto, kar iščejo. To pa je tudi neokrnjena narava in pa predvsem iznajdljivost naših lokalnih ponudnikov. No, zdaj pa sledijo aktualni projekti, predtem pa replika. Tu moram mojemu kolegu Francu replicirati, kar se tiče odlagališča nevarnih odpadkov pa zračnega jaška. Zato ne bo poskrbela občina, zato mora poskrbeti tisti, ki povzroča. Prezračevalni jašek, rudnik, da to sanira, kar se pa tiče odlagališče, pa tudi rudnik. Tam je bilo legalno odloženo po takratni zakonodaji, tako kot deleče rudnik zaradi kopavanja mora odkupiti hišo, te zadeve urediti. Po moje mora tudi s tem odlagališčem tako ravnati. Gospod Rosec? Ja, moram nazaj replicirati, kar se tiče Ležnja, tam je bilo čist, bi rekel, legalno odlagališče nevarnih in strupenih odpadkov. Tam so se odlagali produkti iz tovarne Usnje Šoštanj, Gorenja in Veplasta. In jaz sem v proračunu 2019 zagotovil sredstva za sanacijo tega. Premogovnik tega ne more narediti, ker bi ta sredstva pomenila kot neko državno pomoč. Bi to mogla narediti lokalna skupnost, širše. Ne more to samo Šoštanj delati. In to ni res. Denar je bil tu, mi nismo nič naredili. Ta sredstva se niso izkoristila in to je bilo žalostno. Gospod Vidmar, replika? Če bi repliciral obema sogovornikoma, bi rekel takole. Največja napaka se je zgodila dejansko na nivoju lokalne skupnosti, to je vodstva, aktualnih vodstev občine. Namreč po zakonodaji je občina dolžna zagotoviti zdravo in varno okolje za vse občane. In tu, kaj je kdo, za mene ni sprejemljivo. Občina bi mogla imeti vidnejšo vlogo pri tem zadevi, pri reševanju teh problemov in ne bi smela spregledati in pustiti, da se je zgodilo tako, kakor je. In to bo en dodatni izziv tudi za naprej. Replika, gospod Goličnik. Absolutno čisto in urejeno okolje je osnova za karkoli v prihodnje, sploh pa za dejavnosti okrog področja turizma. Zdaj, kolega Franca smo že večkrat slišali, da je nekako se potrudil in zagotovil tistih 5 milijonov evrov. Nekako mi je čudno, da se to ni investiralo oziroma porabilo in nekdo je kriv za to, verjetno pa tudi lokalne skupnosti ali pa vodstvo v preteklosti, da se ni intenzivno pristopilo k temu. Zagotovo pa čisto pa urejeno okolje in prepričan sem, da se bo prihodnje tudi to uredilo. No, zdaj pa k aktualnim projektom pa investicijam. Gospodje, vsak na svoj način ste jih poskušali soustvarjati, vsaj nekatere. Letošnji občinski proračun, če se ne motim, je okrog 16 milijonov evrov težak. So projekti, ki potekajo in prav bi bilo, da bi mogoče malce pokomentirali vsi štirje tiste nosilne investicije. So tiste prave ali bi mogoče kdaj spremenili vrstni red? Gospod Koren. Najprej, kakor vidim, je proračun za leto 2023 visok 21 milijonov 155 tisoč evrov, se pravi, je višji, tako da je kar nekaj več sredstev na voljo, kot ste omenili vi. Ja, prihodnje leto bo zahtevno leto, to sem že prej omenil. Najprej bo se v prihodnjem letu končala gradnja garažne hiše, ki se je že pričela. To je eden od večjih projektov. Drug, neprimerno večji, je pa ta sanacija, energetska sanacija in pa dozidava osnovne šole. To je tako finančno zahteven projekt, ki bo pojedel, jaz rečem, večino
investicijskih sredstev. Sigurno še bojo manjše stvari, je potrebno še določene ceste, tudi kak most bo treba sanirati, ampak osnovna šola je tista, ki bo prihodnje leto večino investicije porabila. Gospod Vidmar. Ja, ko govorimo o aktualnih projektih, kateri so bili zdaj že na nek način nakazani ali začrtani, bi rekel, da bo po mojem mnenju treba najprej narediti, bom rekel, rahlo revizijo. Revizijo v smislu smiselnosti in pa vrstnega reda prioritete posamezne investicije. Poleg tega pa tudi, bom rekel, narediti eno oceno, v kateri fazi je in pa kaj je dejansko v tem trenutku daleč najbolj potrebno in pomembno. Vsekakor na prvem mestu jaz v ospredje dajem vsekakor sanacijo osnovne šole, katera je največja v Sloveniji in hkrati tudi najmlajša in hkrati, bom rekel, statično popolnoma, bom rekel, vprašljiva. Medtem ko vsi ostali projekti, kot je garažna hiša in podobno, pa mislim, da se lahko dajo, ne bom rekel v drugi plan, ampak treba je narediti prioriteto, kar pa bo potrebno narediti z temeljito analizo kot tako. Gospod Goličnik, se s to prioriteto občine oziroma prioritetami strinjate? Moram reči, da se s kolego Petrom strinjam. Kot sem že v točki programa povedal, bo naša usmeritev izdelava dolgoročne razvojne strategije občine Šoštanj, v kateri bojo zajeti tudi vsi obstoječi projekti in pa projekti, ki jih občina Šoštanj potrebuje v nadaljnje. Verjetno bomo o teh projektih, ki se trenutno vodijo, veliko razpravljali. Zelo skrbi me in zelo sem slabe volje, ko se spomnim na to našo šolo, ki je v planu obnova, dograditev, energetska sanacija, kot je Peter rekel, tudi slaba statika. Ne morem si predstavljati, da je šola stara 17 let in zdaj moramo večina sredstev vlagati v to, da posodobimo to šolo. Tako kot tudi kar nekaj preteklih projektov, ki so se gradili nekje 18-20 let nazaj, obnavljali smo trg Bratov Bravljak, sedaj glavni trg, ki je bil grajen leta 20 let nazaj, potem Kajuhov park obnavljamo, ki je prav tako v tem obdobju, potem smo glasbeno šolo gradili, ki se je tudi takrat gradila. Prepričan sem, da če kaj, potem bomo vse investicije, ki bomo vodili bolj gospodarno in transparentno in pa kvalitetno. Ne nazadnje, če si jaz zgradim svoje hiše, si zgradim za 100 let, ne pa za 17 ali pa 20 let naprej. Vse bo pa zapisano v strategiji in potem se bomo pa skupaj odločali in dali prioritete. Hvala lepa, torej strategija da. Gospod Rosec, denarja v te namene je vedno premalo, zato je treba skrbno načrtovati. Ja, ampak ko govorimo v osnovni šoli Šoštanj, tu je dejansko potreba ne samo energetska sanacija, pa zmanjšanje stroška, ampak tudi pomanjkanje učilnic. Namreč mi imamo otrok veliko in dejansko presega zmožnosti normalnega učenja. Mi moramo pač otrokom nuditi normalne pogoje. Zdaj sredstva za to šolo so tudi zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, v naši vladi za leto 2023 in 2024. To je nekaj več kot 2 milijona sredstev pride iz proračuna Republike Slovenije. Moramo pa daj, če ko gradimo, ne pa pravimo, da je bila 17 let šola stara, potrebno pozornost posvetiti, da se ne zgodi spet ista napaka. Se pravi, kontrolo, nadzora nad gradnjo treba pač povečati, temu ustrezno povečati, da se izognemo napaki iz preteklosti, se nekaj druga. To je treba pač, ko vidiš, kje se naredi napako, tisto možda je pač bolj eliminirati. Hvala lepa. No, v Šoštanju je bil odlok o mladih sprejet leta 2015 in je še vedno veljaven. 7 let je tega, no mladi v Šoštanju, eden izmed vas je to danes že izpostavil, vedo povedati, da razen nekaj veselic in pustovanja praktično ni mestnega utripa. Kako torej poskrbeti, da se bodo mladi v vaši občini počutili zaželjene, pa da bodo imeli vse te pritikline, ki pač gredo mladim? Gospod Koren. Ja, več dejavnikov je potrebno oziroma bi morali za to poskrbeti, ampak mislim, da je precej tudi na mladih samih. Ko gledam, kako delujejo društva v naši občini, kulturna, športna, turistična, jaz sem prepričan, da bi tudi eno mladinski center zelo dobro živel. Vem, da bi tu občina morala dati svoj prispevek, ampak v prvi vrsti pa prva gonilna sila bi pa po moje morali biti mladi sami.
Jaz vidim tu eno težavo, da smo v dobi digitalizacije, ko se še posebej mladi gledajo samo na ekran. Jaz sem tako žalosten, ko vidim par fanta punco v enem bifeju na kavici, pa vsak na svojo tablico ali na telefon, namesto da bi se pogovarjala in živela svojo mladost. Tu jaz vidim, nekje treba spremeniti ta način življenja. Neizkoriščeni potenciali, torej, gospod Rosec, kakšno je pravzaprav stanje? Kaj je, oziroma kako je po vaše poskrbljeno za mlade ta trenutek v Šoštanju? Se počutijo dovolj zaželene? Ja, mladi pogrešajo, kot smo prej rekli, stanovanja, pogrešajo dobre službe, da ne bi bilo potrebno dnevno migrirati nekje proti prestolnici, pač vsak išče svojo življenjsko priložnost, pa pot do uspeha. Ko pridemo pa do družabnega življenja, pa potrebno priznati, da naše mlade potrebno vključiti v imamo Zavod za kulturo, pa to, ampak da se aktivno vključijo v začetka načrtovanja projektov in tudi izpeljavo do konca vseh projektov. Ker če niso vključeni v neki fazi, potem ni možno zagotoviti uspeha. Se pravi, mlade treba aktivno vključiti v vse pore delovanja naše občine, da bodo prisotni, da bodo imeli občutek, da so zaželeni in da se jih upošteva. To mislim, da je način. Največja asimilacija, gospod Vidmar, mladih je torej tista, ki bo nekako potegnila mlade iz svojih okov, da bodo še bolj aktivni v občini Šoštanj. Zdaj pa kako to storiti, to pa je tisto vprašanje vredno kar nekaj denarja. Ja, drži. Jaz mislim, da eden izmed velikih težav je v tem, da mi, če smo malo odkriti, že srednja ali starejša generacija mladih ne razumemo prav dost. To je ena težava. Drugo, kar je, ne dovolimo jim, da bi se nekako aktivneje vključili v našo družbo in pa predvsem premalo jih poslušamo, premalo jih angažiramo in pa premalo jim dajemo, bom rekel, motivacije za to, da bi lahko tisto svojo mladost in radoživost nekako razvili. Mogoče tudi zaradi tega, ker je mi ne razumemo. Jaz, ko se pogovarjam z mladimi ali ko jih opazujem, moram reči, da jih tudi ne razumem, zaradi tega, ker sem predstavnik druge generacije. In eden izmed težav, zakaj je prišlo do tega medgeneracijskega razkola, je ravno to. Ne damo jim priložnosti in jim pri tem tudi ne pomagamo, da bi se lahko že na začetku svoje poti v pot v odraslosti lahko ne samo razvili, ampak da bi se tudi počutili zaželene in pa predvsem, da bi bili, bom rekel, srečni in pa uspešni. Gospod Goličnik, slovenski gasilci s tem težave nimate. Mladih je polno, zaželjeni so, radi sodelujejo. Kako to situacijo preslikati v lokalno okolje? Drži, mogoče je tudi en dober vzor za nadaljne delo z mladimi tudi v celotni naši občini. Absolutno sem prepričan, da mladi v naši občini nimajo pravega mesta in da v preteklosti ni bilo pravega posluha za to. Ne strinjam se z Dragotom, ki je rekel, da morajo mladi poskrbeti najprej za sebe. Jaz mislim, da mora občina sistemsko to področje urediti, da morajo biti vključeno v dejavnosti družbenega življenja v naši občini in to sistemsko. Pa ni samo to področje mladih, imamo tudi področje športa, imamo področje turizma. Prav zato bomo mi ustanovili Zavod za kulturo, šport, turizem in mlade, s katerim bomo sistemsko pokrivali vsa ta področja. Mladim moramo dati priložnost, absolutno, seveda ob tem moramo spoštovati starejše, tako sem jaz tudi gradil vodenje gasilskega društva. In absolutno mislim, da si mladi zaslužijo lepšo prihodnost in jo bojo imeli. In jaz kot župan bom najbolj srečen takrat, ko bom kot župan prejel certifikat Mladim prijazno mesto. Na tem bomo delali in to je tudi ena od pomembnih točk v naši strategiji in si želim, da postane občina Šoštanj mladim prijazno mesto. No, starejše ste, gospod Goličnik, izpostavili in z njimi zdaj nadaljujemo. V Sloveniji nekako velja žal, da je delež starejših, ki potrebujejo pomoč, bistveno večji, kot pa so možnosti lokalnih skupnosti na tem področju. Zato je seveda to pomembna naloga, odgovornost občin, ki bo z leti samo še večja. Zdaj pa me zanima, kaj starejši potrebujejo oziroma kakšno je pravzaprav stanje starejših v občini Šoštanj ta trenutek. Gospod Rosec. Ja, za starejše, oziroma če začnem drugače, ne samo v občini Šoštanj, tudi na splošne populacije v Sloveniji, ena izmed starejših v Evropi, imamo probleme, to ni zanemarljiv problem. Mi smo že v preteklosti oziroma v prejšnjem mandatu
šli v smeri zakona v dolgotrajni oskrbi. Namreč to je ena rešitev za vse te naše starejše populacije, ker pač država mora gledati globalno, ne samo ozko. V občini Šoštanj konkretno potrebno je starejšim zagotoviti dostop do zdravnika, se pravi omogočiti varovana stanovanja, nego na domu, pomoč na domu. Namreč starejši se je treba čim dlje omogočiti, da živijo v okolju, kjer se počutijo prijazno, da niso, bi rekel, nekaj nezaželenega, potrebujejo tudi, bi rekel, sogovornike, da se z njimi ukvarjajo, da jim nudimo tudi kako pomoč, da se lepo pogovorijo. Potrebno jih vključiti tudi starejše, da se v proces digitalizacije, tudi te so neke zadeve in pač se pravi, starejšim je treba posvetiti veliko pozornost, kajti tudi mi smo na tej poti in treba za njih poskrbeti, da bo tudi naši zanamci za nas poskrbeli. Gospod Vidmar, pred trenutki ste izpostavili pravzaprav prepad, takole blago rečeno, med generacijami, srednjo pa mlajšo, starejši so seveda še nekoliko dlje, ampak zanje bo treba poskrbeti. Ta trenutek v Šoštanju kako je? Jaz moram reči, da sem kar razočaran pri odnosu celotne lokalne skupnosti do starejše generacije. To se je še posebej izpostavilo oziroma se vidi v nedaleč nazaj, torej v obdobju zadnjih 2 let v času korona težav. In moram reči, da pred leti sem na cesti videl zelo veliko starejše generacije, zdaj je nekako ni. In me kar nekako skrbi, kje pa so vsi ti, kateri so poskrbeli za to, da smo mi tukaj zdaj. Ne? Skratka, če njih ne bi bilo, tudi mi ne bi mogli zdaj v takem okolju živeti in pa delati. Hočem povedati, da za starejše je na različnih nivojih zelo slabo poskrbljeno. Nekaj malega sicer je, nekaj lastne organizacije tudi je, ampak to je krepko premalo. Tako kot so že omenili sogovorniki pred mano, tudi mi smo na poti starejši generaciji, tudi mi bomo potrebovali pomoč in če bomo mi zdaj priskočili na pomoč, mislim, da bojo zgledi vlekli tudi za naše generacije, kateri za nami prihajajo. No, gospod Goličnik, prej ste nenazadnje tudi vi omenili, da mladih ni v zadostni meri vidnih v občini Šoštanj, tudi starejši, zdaj pravi gospod Vidmar, nekako niso več tako prisotni v javnem življenju. Kako ta dva pola združiti, oziroma starejši nas predvsem zdaj zanimajo, kako naj bodoči župan kot avtoriteta na tem področju nekaj naredi konkretno? No, jaz se mogoče ne bi strinjal z vam, da starejših ni. So absolutno in smo tudi ponosni, da imamo zelo dobro delujoče društvo upokojencev. Starejši so, tudi mladi so, morajo pa imeti pravo priložnost in jaz absolutno starejšo generacijo zelo spoštujem, iskreno imam odnos do njih in se zavedam njihovega pomena. Nenazadnje se zavedam, da so nam oni omogočili to, da smo zdaj mi tukaj, da ustvarjamo, pa mogoče v tistih časih, ko je bilo veliko težje kot pa zdaj, z mnogim odrekanjem, trdim delom, včasih tudi trpljenjem. Z velikim spoštovanjem do starejših mislim, da če bom jaz župan, potem ne bo nobenih težav, da ne bi bili spoštovani v našem okolju. Prepričan sem, da jim bomo na različne načine, oblike sodelovanja pomagali, sodelovali, jih plasirali v našo družbo in pa seveda tudi obljubljam, absolutno enkrat na leto se bom srečal z njimi, jih povabil in bomo se podružili, se poveselili. Nenazadnje potrebujejo starejši tudi kako prijazno besedo. Prepričan sem, tako sem rekel, ko sem postal predsednik gasilskega društva, sem bil z 22 leti najmlajši in takrat je bilo veliko pack, zdaj bojo pa tek vse zafurala, ta mlad pop, ampak jaz sem delal s spoštovanjem do starejših in pa priložnost mladih in veliko krat opozarjam tudi mlajše, da morajo spoštovati starejše. Nenazadnje si pa tudi bomo mi želeli, ko bomo starejši, da nas bo mlajša generacija spoštovala. Hvala lepa. Spoštovanje, beseda, ki je nekako zdaj na površju komentarjev vseh vas. Starejši v občini Šoštanj. Ja, starejši v občini Šoštanj jih bi jaz nekje videl, mnogo jih je, ki so zelo aktivni tudi na svoja stara leta, ki se ukvarjajo z raznoraznimi stvarmi, delajo na vrtovih, hodijo v hribe, v planine in tako naprej. So tudi finančno, ja bom rekel, normalno preskrbljeni za življenje. Je pa ta druga kategorija, ki je pa, to so pa samski upokojenci,
z minimalnimi delavskimi pokojninami, ko dejansko težko ali pa tudi ne morejo preživeti. In potem še tretja, so pa starejši, ki so pa poleg mogoče tudi ekonomsko slabo situirani, tudi onemogli, oboleli in ti so po moje najbolj ranljivi, ki že dejansko sami za sebe težko poskrbijo. In tu pa je občina tista, ki mora poskrbeti za dostojno življenje na stara leta. No, gospod Koren, eno tako pomembno vsebino ste izpostavili, ki jo bomo tudi zdaj na nek način povzeli pred zaključkom našega pogovora, naše debate, in sicer to je socialna slika v občini Šoštanj. Težave so kot v vsaki lokalni skupnosti, zdaj pa na županu v občinskem svetu oziroma vrhovih vsake občinske uprave je, da po najboljših močeh poskrbi za to. Kako, gospod Vidmar? Vsekakor z naborom številnih ukrepov, med drugim, kot smo že večkrat omenili, z dodanimi vrednostmi pri boljših, bom rekel, zaposlitvah, da bi na dolgi rok lahko spremenili tudi socialno sliko. Moje mnenje je, da samo neke subvencije ali socialni transferi so samo trenutno rešitev. Treba je pa delati na iskanju rešitev na različnih nivojih, zato da bi lahko v dolgoročnem smislu dvignili celotno sliko naše občine, ker kot ste že na začetku navedli, statistični podatki niso ravno ugodni za območje občine Šoštanj. In tukaj bo treba precej velike rešitev, predvsem na dolgi rok. No, gospod Rosec, seveda, socialni transferi so pomemben dejavnik zniževanja revščine, niso pa vse. Če boste župan, kako boste poskrbeli za tiste najbolj ranljive skupine? Ja, pa bom začel mogoče z neke druge strani. Najboljša socialna država je tista država, ki ima uspešno gospodarstvo. Namreč boljšega socialnega transfera, kot da ima nekdo, ki dela vestno, preudarno, pripadno, da ima za tisto delo pošten zaslužek, da se lahko on preživi, da ne more konec meseca gledati, a mu kaj zmanjka, da bo kako obveznost mogel poravnati. Se pravi, najboljša sociala je državna, da je država, ki ima dobro uspešno gospodarstvo. In to treba prenesti tudi na občino. Se pravi, tudi v občini moramo stremeti k temu, da bomo imeli gospodarstvo razvito, da bo delovna mesta z dodano vrednostjo višjo. Se pravi, da ne bomo imeli nekih delovnih mest, ki so poprečna, pa minimalna plača, ker tu je že stiska. Z minimalno plačo danes nekdo ob tej draginji energentov pa vsega tega težko preživi. Če ima pa še zraven otroke, pa to še hujši izziv. Gospod Goličnik? No, občina Šoštanj je bila v preteklosti vse skozi socialno naravnana občina. To moramo povedati in tako bo tudi ostalo. Absolutno, tudi če bom jaz župan, bo temu tako. Moramo biti, seveda upoštevati te, ki imajo težavo. Občina je pomagala in bo pomagala preko raznih socialnih transferjev. Res je, da če bo gospodarstvo dobro razvito, bo tudi težav manj in tudi sredstev bo več, ki bojo lahko namenjene za pomoč. Bi pa to omenil tudi ranljive skupine, invalide. Jaz si želim prihodnje, da tudi občina postane občina po beri invalidov in na tem bomo delali, vse naredili za to, da do tega pridemo. Absolutno pa težav je na tem področju veliko. Mislim pa, da občina je že v preteklosti sistemsko to reševala in tudi v prihodnosti se ni zabati tega, da ne bi imeli posebno pozornost tisti ljudje, ki imajo težave pri vključevanju v ta prostor, predvsem ekonomske, socialne težave. Gospod Koren? Za zaposlene, ki danes delajo, je dejansko potrebno, da imajo take plače za svoje delo, da lahko normalno preživijo. Zato jaz mislim, da morajo poskrbeti tako gospodarske družbe, kot tudi država, da bojo ljudje, ki delajo, lahko živeli. Poskrbeti mora pa država, pa tudi občina za tiste, ki pa ne morejo delati, ki so bolni, pa tudi za upokojence, ki so nekdaj delali 40 let, pa tudi več, pa sedaj s to svojo pokojnino ne morejo preživeti. Jaz mislim, da občina tudi zdaj daje veliko, ima posluh
za te, ki so na robu revščine. Ne nazadnje zagotavlja zastonj kosila za take, ki so v tem cenzusu, potem prehrambene pakete 3-krat na leto, potem pomoč družini na domu in pa ne nazadnje doplačuje domove za ostarele za tiste, ki sami in z drugimi soplačniki tega ne morejo. Hvala lepa, spoštovani gospodje. Nekaj vprašanj je ostalo, ampak tiste poglavitne vsebine, tiste poglavitne teme smo obdelali. Hvala lepa za vaše odgovore, hvala lepa za predstavitev vaših programov, pa za zanimivo večerno soočenje. Vse dobro vsem 4, pa naj zmaga tisti, ki bo po meri ljudi. Hvala lepa še enkrat in srečno. Hvala, srečno. Srečno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala lepa pa tudi vam za pozornost. 4 od 6 kandidatov so bili tukaj, soočili so svoje mnenje. Zdaj, če ste nas gledali, potem se boste verjetno lažje odločili, komu predati vodenje občine za naslednji 4-letni mandat. Nasvidenje.